Spoštovani in dragi, ponovno smo pri oddaji o Drugem Vatikanskem koncilu kot načrtu novih binkošti, pa se s profesorjem Pojavnikom pogovarjamo in nam on razlaga o prvi bojni fronti, ki je molitev oziroma še posebej molitev rožnega venca, v kateri poudarja nujnost molitve rožnega venca in pa to binkoštno razsežnost Drugega Vatikanskega koncila oziroma binkoštno razsežnost cerkve, ki jo lahko živi samo po molitvi. Spoštovani gospod profesor Ivan Pojavnik, pozdravljeni. Prisrčno pozdravljeni tudi vi in vsi gledalci in poslušalci, hvaljen Jezus in Marija. Kakor sem že omenjal, je molitev komunikacija z Bogom. To je nekaj veličastnega, ker je to nadnaravna in nadvesoljska komunikacija. Zato tisti, ki molite, ste najbolj napredni ljudje, ker druge komunikacije, materialne, tehnične, ostanejo na tem majhnem planetu, ki je, kot uči astronomija, neznaten prašek v vesolju. Molitev pa presega vesolje. Torej zato je to nekaj silno naprednega, česar človeštvo nikoli ne bo moglo doseči s svojimi močmi. Tudi tisti, ki ne molijo, ne morejo razumeti vas, ki molite, ker to neizmerno presega človeški razum, ker molitev je predvsem delo Svetega Duha, ki je duša vsake molitve, torej tudi duša življenja cerkve in duša Drugega Vatikanskega koncila in novih binkošti. Zadnjič ste poudarjal, kako se je ta razkorak med binkoštno razsežnostjo cerkve in pa cerkvijo, ki je danes, se nekako veča, ker je glavni vzrok je bilo pomanjkanje molitve, še posebej klera, ki je za to zadolžen in je to njegova tudi prva naloga, pa so zaradi tega sekularizma zamenjale vlogo duhovnosti in molitve, različne teorije in človeške rešitve, teologije pravzaprav brez Boga in brez duha. Kam smo danes prišli v tem razkoraku v cerkvi in potem glede na svet? To, kar ste vi omenjal sedaj, to so videli vsi Petrovi nasledniki 20. stoletja, ki so v svojih enciklikah nenehno spodbujali kler, torej nas klerike, da moramo moliti in da molitev je res odločilna fronta v našem življenju. In tukaj bi omenil papeža Pija XII, njegovo apostolsko spodbudo kleru, ki nosi naslov Naš duh, ki je šla leta 1950, jo je on napisal ob zlati maši, to se pravi ob 50. obletnici svojega duhovništva. In na to spodbudo se Drugi Vatikanski koncil nanaša, sklicuje 14-krat. Morda na nobeno encikliko ali spodbudo se ne toliko sklicuje, kakor na to spodbudo, ki obravnava življenje klera, torej življenje klera in torej duhovništva in življenje duhovništva klera in pravi, zato da bi postala vedno bolj učinkovito delo svetih pastirjev in duhovnikov, ki morajo voditi krščansko ljudstvo, da bi se izogibalo zla in premagovalo nevarnosti ter doseglo svetost. To je namreč glavna potreba našega časa. Kler naj se trudi za dosego svetosti, brez katere služba, ki mu je zaupana, ne more biti rodovitna. Torej, glavna naloga in nespremenljiva naloga cerkve, posebej klerikov, pa potem vernikov,
je prizadevanje za svetost, kar je prizadevanje za stik z Bogom in za nadnaravnim življenjem. Je potem tudi to temelj drugega Vatikanskega koncila, v katerega ste pa rekel, da je ta enciklika izredno utkana in omenjena in se na njo drugi Vatikanski koncil kar 12-krat, mislim, da ste omenil, naslanja in jo omenja. Torej 14-krat se sklicuje 14-krat. Na to apostolsko spodbudo, morda sem rekel, res je to, da kakor na noben drugi dokument cerkvenega učiteljstva je upoštevana ta apostolska spodbuda. Torej piše v tej apostolski spodbudi duhovnike kakor alter Christus, se pravi drugi Kristus, ki je zaznamovan z neizbrisnim znamenjem, ki ga spremeni v živo podobo našega odrešenika. Duhovnik predstavlja Jezusa Kristusa, ki je rekel, kakor je mene poslal Oče, tako jaz pošiljam vas. Duhovniki še posebej so posvečene osebe, torej poslane od Jezusa Kristusa, ki jih je on tudi izbral, kajti nihče si ne more sam umisliti duhovništva in potem v njem tudi vztrajati. Pravi, napaka ni pri Bogu, ampak napaka je pri nas za ta rezultat, če iščemo vzrok, kot pravite. Da, on je poudaril to in sicer je skušal izboljšati splošno raven klera, zato je kako so že drugi papeži od njega, to se pravi Pija X. naprej to stalno poudarjali, svetost klera. Torej, to je on skušal še posebej izdelati, torej to spodbudo. Pravi, sprejemanje luči katoliške vire bo duhovnik uprt s pogledom v Kristusa in se bo ravnal po njegovih naukih in zgledih. Notranje bo prepričan, da zanj ni dovolj se omejiti na izpolnjevanje dolžnosti, kakor preprosti verniki, temveč mora težiti z večjo vztrajnostjo k tisti svetosti, ki jo zahteva duhovniško dostojanstvo, v skladu z opomini Cerkve. Torej, tukaj navaja zakonik cerkvenega prava. Notranje in zunanje življenje klerikov naj bo bolj sveto od laikov in njim naj bodo zgled v krepostih in v pravilnem ravnanju. To je pravzaprav ta obraz cerkve, ko se torej ta lepi obraz cerkve se na nek način skriva pred svetom in se kaže samo tisti grdi obraz cerkve, kajti cerkev je orodje odrešenja za ljudi. In kakor je Kristus bil ljubezen in čistost, tako mislim, da je večina duhovnikov tudi na tej poti in ljubezen, da se trudijo tako. Ne vidi svet tega drugega obraza cerkve, ker ga mediji ne pokažejo, kot je dobrodelnost in svetniki, naš Pedro Opeka, mati Terezija. Svet ne premore takih duhovnih zvest in svetnikov, kot jih premore katoliška cerkev. Torej, ta drugi obraz je zanalašč pokvarjen, da se ne vidi prizadevanje cerkve, oziroma da se ne vidi Kristus v cerkvi. Da, to je res, kar vi pravite. Jaz bi omenil, kar on piše v tej apostolski spodbudi, da začetek krščanske popolnosti je krepost ponižnosti. Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. Torej navaja Jezusove besede, da se moramo učiti od njega, od njegovega ponižnega in krotkega srca. In tukaj bi omenil, da je ta papež Pij XII. Napisal največjo in najbolj globoko encikliko o
Jezusovem presvetem srcu, o češčenju Jezusovega presvetega srca. Zajemali boste z veseljem iz Studencev odrešenja. Torej, ta enciklika je čudovita in je poglobil to privatno razodetje, ki je bilo dano sveti Marjeti Alacoque v drugi polovici 17. stoletja. Torej, to razodetje je bilo dano zaradi tega, ker novi vek se je oblikoval z begom iz Jezusovega, torej presvetega srca. Zdaj, ta papež je to videl in je silno poudaril češčenje Jezusovega srca in posvetitev Jezusovemu presvetemu srcu, ki nasprotuje temu begu, torej in je izvor svetosti Cerkve. Kajti kristjani, zlasti pravi člani klera, moramo obiskovati to najvišjo univerzo, ki je Jezusovo Božje in človeško srce, v katerem so skriti vsi zakladi modrosti in vednosti in vse kreposti, torej in vrhunska ljubezen. Torej, zato češčenje Jezusovega srca je najmočnejše zdravilo, bilo dano iz nebes v novem veku zoper češčenje lažnega človeka Boga, ki je nadomeščalo torej Kristusa in je bilo torej beg iz Kristusovega Božjega srca. In zdaj sveti rožni venec, ker je Marija najbolj tesno povezana z Jezusovim Božjim srcem in živi z njim najgloblji zavezi. Torej, ta molitev rožnega venca nas vodi k obiskovanju te najvišje univerze Kristusovega srca in prodiranje v Božje skrivnosti, Božje in človeške skrivnosti odrešenikovega življenja, ki postajajo z molitvijo svetega rožnega venca naše osebne odrešenske skrivnosti. Češčenje Jezusovega srca je češčenje Jezusa Kristusa oziroma češčenje njegovega bistva, njegove ljubezni in tudi bistva Boga, ki je ljubezen. In je to, pravite, eno največjih daril iz nebes v tem modernejšem času. Rožni venec je povezava z Marije, svete device Marije, z Jezusovim srcem, ki ga je tudi najbolj darovala. In potem je tu tudi češčenje, potem se pravi svetniško češčenje Marijinega srca oziroma spominjanje njenega brezmadežnega srca. Da, to je povezano, ker tukaj je vedno neločljiva zaveza. Je obstajala vedno v Jezusovem in Marijinem življenju, da sta bila v Svetem Duhu najtesneje povezana. In Marija je najgloblje živela v zavezi z Jezusovim srcem in prav do vrha Kalvarija in vstajenja. Zato ona koraka vedno na čelu, torej potujočega Božjega ljudstva in nas povezuje v Svetem Duhu, sodelovanju s Svetim Duhom nas povezuje z Jezusovim Božjim in človeškim srcem, tako da imamo na Kalvariji, kakor se mi zdi, da sem že omenjal, torej novo in večno zavezo med Jezusovim Božjim srcem, Marijinim brezmadežnim srcem in srcem Cerkve. To je bilo vedno v vseh stoletjih. Ampak v novem veku je bilo to poudarjeno zaradi tega, ker je novi vek se oblikoval z vedno večjim begom iz Kristusovega Božjega srca, iz Marijinega brezmadežnega srca in s tem seveda hkrati iz srca Cerkve. Tukaj imamo torej cel novi vek tega bega. Torej, zato je zelo pomembna ta enciklika, bila pomembna in je pomembna, ki je bila prevedena v slovenščino. Mislim, da je išla v zadnjih letih, je bila še enkrat ponovno natisnjena. Se opravičujem, imam pomanjkanje informacij. Kako je bilo pa z Marijinim brezmadežnim srcem? Ali je bilo tudi to razodeto preko, malo sem pozabil, preko kakšnega privatnega razodetja oziroma? Da, tukaj je pomembno razodetje v Fatimi. Torej, to je razodetje Marijinega brezmadežnega srca, ki se je potem razvijalo v 20. in tem 21. stoletju.
Torej gre za obnovitev ali posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu, ki v bistvu je obnovitev življenja v zavezi s Marijinim brezmadežnim srcem, ki je mati Cerkve. Pač pa bi navedel tega papeža Pija XII., ki v tej apostolski spodbudi pravi, da duhovnik se mora odpovedati stvarem sveta, da bo skrbel za stvari Gospoda. Prvo pismo Korinčanom 7. poglavje. Prav zato, ker mora biti prost glede skrbi sveta in se ves posvetiti Božji službi, je Cerkev postavila zakon celibata, da bo vedno bolj očitno vsem, da je duhovnik služabnik Boga in oče duš. Njegovo očetovstvo gre v brezmejnost, ker rojeva otroke za nebeško in večno življenje. Celibat je znamenje služenja in žrtve Bogu in tudi ljudem. In je danes še posebej, ker Hudi duh vedno deluje preko seksualizacije, preko spolnosti. Ena njegovih glavnih orožij je to znamenje, se pravi celibata, je neko veliko pričevanje tudi za Cerkev. Obenem so pa tu v zadnjem času usmerjeni tudi napadi na določene padce na tem področju, ki pa še posebej potem kazijo ta pogled na Cerkev in na Božje služabnike. Nekatere stvari so seveda tudi pretirane oziroma neskladne z resničnim stanjem tudi v svetu danes, ampak kljub temu ostaja znamenje celibata, znamenje žrtve za Boga in za ljudi. Da, to je res. Drugi Vatikanski koncil je v luči Svetega Duha potrdil celibat, ki je praksa Cerkve, torej več kakor 1000 let, 1500 let za Cerkve na Zahodu. Ne. Seveda po drugem Vatikanskem koncilu so bili napadi na celibat, zato je Pavel VI. Napisal okrožnico Duhovniški celibat, da bi zaustavil odpade duhovnikov, ki so zapuščali takrat trumoma, torej Cerkev. Potem Janez Pavel II. Je 4-krat ali 5-krat zavrnil napade na celibat. To se pravi, ta celibat postaja znamenje nasprotovanja. Svetost. Druge cerkve, recimo pravoslavna cerkev, ima tudi celibat v časti. Ne? Duhovniki sicer se poročijo, menihi pa se ne smejo poročiti, oziroma nekdo, ko je že enkrat posvečen v duhovništvo, v pravoslavju se tudi ne sme več poročiti oziroma si najti neko družico za življenje, v spolnem življenju oziroma ustvarjanju družine, nima potem več nekega cilja, odkar je posvečen, tako da nekateri mislijo, da samo katoliška cerkev vztraja v tem, ampak vsa cerkev od začetka globoko ceni življenje v celibatu, kot pravi Jezus, nekateri so pa samski zaradi nebeškega kraljestva. Da, pri pravoslavnih samo tisti, ki so celibaterji, lahko postanejo škofje, torej menihi, ki živijo zdržno, ti postanejo škofje, drugi ne morejo. Svetost zakona, piše tale papež Pij XII., svetost zahteva nepretrgano komunikacijo z Bogom, kateri spada molitev. Duhovnik je mož molitve, ki se zaveda Jezusovih besed, brez mene ne morete ničesar storiti. Papež je v skrbeh za tiste duhovnike, ki so se preveč zapletli v vrtinec zunanje dejavnosti, tako da so zanemarili glavno dolžnost duhovništva, ki je lastno posvečevanje. Domišljajo si,
da je mogoče rešiti svet s tisto herezijo, ki se pravilno imenuje herezija akcije. Ja, danes so župniki, se pravi na župnijah, kar je večina duhovnikov, so izredno obremenjeni z vso mogočo birokracijo, pa potem z dejavnostmi, tudi zunanjimi, in jim včasih nedvomno zmanjka tudi časa za odgovorno in resno molitev. In zato je verjetno tudi takšno stanje, še posebej sedaj, ko jih je vedno manj, pa dobijo še dodatne župnije. In jim ni lahko, ker vem, kako je na župniji. Pravzaprav nimaš, podnevi nimaš svojega časa. Dokler je sonce, pa še zvečerne, ko so različne skupine, tako da so duhovniki so v mojih očeh župniki, ki delajo, so heroji. Da, tukaj je nekaj res, kar vi pravite, ampak nevarnost je ta herezija akcije, da bi se preložilo težišče na človeško delovanje. In tukaj v bistvu ta herezija akcije je neka oblika pelagijanske herezije, ki si jo širil neki menih v 15. stoletju in zoper katero je nastopil sveti Avguštin. Torej, ta herezija je učila, da Adam je zapustil nam samo slab zgled, ne da je padel, ampak samo slab zgled nam je zapustil in potem, da je človek dober lahko brez molitve. Ni potrebno, da bi molili, lahko brez Božje milosti izpolnjujemo Božje zapovedi. Torej, ta herezija se je pojavila sedaj v 20. stoletju kot herezija akcije in to, kar vi omenjate, da so preobremenjeni duhovniki, to je resnično res, ampak nevarnost je ta, da če prevladuje herezija akcije, potem je rekel Pavel VI, potem je pastorala podrejena Sizifovim naporom. Se pravi, delajo, ampak uspehov ne bo, so Sizifovi napori. Verjetno bi morala biti neko sorazmerje, v redu, dovolj molitve, ampak mora biti pa tudi dela, ne? Ker vemo, da se vera samo vidi in potrjuje v delih. Samo dela seveda bi bilo pa potem to Sizifovo delovanje, ampak dejansko dobivajo tudi strani škofij, duhovniki toliko nekih formularjev, pa papirja, pa tega treba toliko pisati, pa izpolnjevati in tisti, ki so sami na župnijah, posebej tudi na manjši, ali pa ima več manjših župnij, ki vse to upravljajo, je to preveliko breme za njih. Da, to je res, kar vi pravite. Jaz sem govoril v Nemčiji z enim mladim duhovnikom, ki je bil zelo pobožen. Je rekel, toliko je teh papirjev in toliko je teh srečanj, uradnih srečanj, da komaj najdem čas, da bi lahko zmolil brevir. Pa je bil zelo pobožen duhovnik, to se pravi, oni so to imenovali papirkrik, Nemci, to se pravi papirnata vojna, ker vsaka škofija je imela in ima v Nemčiji 300 uradnikov. In tisti, da bi opravičili svojo službo, so z anketami bombardirali duhovnike. Tako da niso imeli časa za molitev. Poglejte zdaj pa, kakšno je stanje v Nemčiji. Tukaj bi navedel očiten primer te herezije akcije, ki je vihar na morju. Torej, vihar na morju, ko so apostoli skušali rešiti čoln, ki so ga zalivali valovi. Ti apostoli, torej so bili ribiči, in oni so skušali rešiti čoln, s tem bi pa rešili tudi Jezusa. Ampak nazadnje se je izkazalo, da ne morejo rešiti niti sami sebe. Niti sami sebe niso mogli rešiti, ker oni so izvršili usodno napako pri reševanju tega položaja. Kaj je bila po vašem usodna napaka? To, ja, da niso poklicali Jezusa, ne? Ker so mislili, da sami obvladujejo morje in da so mornarji, da vedo, kako to.
deluje, kako bo reševali. Na koncu so se spomnili na Jezusa, ko so se že v bistvu potapljali. Tako bo verjetno tudi sedaj, ko se bo začela naša ladja cerkve potapljati, pa bomo tudi mi začeli klicati Boga. Nekaj podobnega je tudi v našem osebnem življenju. Včasih, dokler nismo prisiljeni, dokler še nekako vlečemo skozi življenje, smo še vedno pametni. Ampak potem, ko pa pridemo na dno, takrat pa je možnost, da se obrnemo k Bogu, in takrat nas potem Bog začne reševati. Da, tukaj bi omenil, da glavna napaka teh apostolov je bila ta, da oni so se bojevali proti morju in ne proti vetrovom, ki so poganjali morje. Torej, vetrovi so poganjali morje, ampak oni seveda niso mogli ustaviti vetrov. Tako tudi mi ne moremo vsem svojim delovanjem ustaviti hudobnih duhov, ki poganjajo ta vihar, ki se sedaj zaganja proti cerkvi. Ampak samo Kristus mora ustaviti delovanje hudobnih duhov, da se cerkev ne bo potopila. Torej, zato se moramo vedno bolj zatekati k Kristusu in tukaj molitev rožnega venca torej je zelo pomembna in zlasti torej molitev pred Najsvetejšim. Ker ta apohalni odklon, torej od ravne poti Binkošti, se kaže tudi kot epohalni odklon od češčenja evharističnega Jezusa. Poglejte, kakor je bil on navzoč v tistem čolnu, tako je navzoč v vsaki cerkvi, je navzoč v tabernaklju. Torej, k njemu bi morali se zateči, torej ga prositi, naj pomiri ta vihar. Mi tega ne moremo. Torej, vse svoje dejavnosti tega ne moremo zaustaviti, tega viharja, ampak Kristus je vsemogočni Bog. Torej, molitev rožnega venca je tako pomembna, ker je Marija vsemogočna priprošnica pri Bogu, torej in zlasti še molitev svetega rožnega venca pred izpostavljenim Najsvetejšim. In to je hvalevredno, kar delate vi v Exodus, da molite rožni venec pred Najsvetejšim. Torej, to je češčenje Jezusa, to češčenje Jezusa dosega nekakšen višje, ker molite z Marijo, torej molitev z Marijo v Binkošni dvorani prosi od Jezusa, ki je vir svetega duha, torej moč svetega duha, ki potem pomiri naše osebne viharje, ki jih imamo včasih, hude viharje, ampak pomiri potem tudi, bo pomiril tudi ta vihar, ki zadeva cerkev. Ja, res se nas spomnil na to, smo Bogu hvaležni, da lahko sodelujemo v tem duhovnem boju in da lahko pridemo v vse domove z Najsvetejšim sakramentom, sicer preko medijev, ampak v duhu so pa lahko ljudje pridruženi temu češčenju. In bi rad spomnil tudi to, da je po tudi neki božji previdnosti naša kapela srca Jezusovega in srca Marijinega. Tako da so vse te pomembne duhovne moči oziroma cilji češčenja zbrani v naši kapeli oziroma v tem naši molitvi in podarjamo to ljubezen, ki je Bog in tudi v svetnikih. Da, tukaj, če gledamo ta vihar na morju, Bog je s tem viharjem prebudil učence, ker oni so zaradi velike aktivnosti so dremali, so se zanašali na svoje sposobnosti, na svoj razum, na svojo človeško modrost, na ribiško modrost, ampak Jezus jim je z viharjem dokazal, da brez njega ne morejo nič storiti. Torej je dokazal nespamet njihovih ali nemodrost njihovega ravnanja. In podobno ravna sedaj tudi Bog s tem velikanskim viharjem, ki ga cerkev doživlja, kajte vidimo, da se cerkev navpično potaplja.
Torej, tam in tu eden izmed dejavnikov je tudi ta herezija akcije, ker je premalo molitve in premalo češčenja Najsvetejšega. Se pravi, zaupamo v svoje moči, zaupamo v svoje delovanje, ampak Bog nam bo dokazal, Jezus nam bo dokazal, da brez njega ne moremo nič storiti. In zlasti tisti, ki so največji aktivisti v cerkvi, so tisti še najbolj dremajo, ker se zanašajo na svoje sposobnosti in na svojo človeško modrost. Zdaj sem se spomnil tega stavka v Svetem pismu, ko pravi, zaman je ponoči pozno delati, torej in garati, zaman je to, ker Bog daje zvestim dvojni delež. Ta zvestoba Bogu nam bo več dala, kakor garanje po noči in bo vse skupaj, kot ste vi rekel prej, Sizifovo delo, pravzaprav, ki se potem izniči, je pravzaprav nič, kljub velikim naporom in trpljenju, ampak brez Boga nima tiste končnega rezultata, kakor pravi Božja beseda. To je veljalo očitno že v Stari zavezi in sedaj, da brez Boga ni ničesar. Da, seveda, to imate prav, ampak Bog svojo previdnostjo vodi torej cerkev in človeštvo in ravno preko takih viharjev nas tudi vzgaja, ne? Ker delamo hude napake, včasih delamo hude napake v tem duhovnem življenju, ampak Bog potem intervenira in nas ravno s takimi viharji spravi na pravo pot, ne, nam pokaže, da smo zašli. Tukaj je v ozadju je Božja previdnost, ker vse je odvisno od Boga. V vsakem trenutku je vse odvisno od vsemogočnega Boga, ki je prvi vzrok vsega. Torej, Pij XII je napisal tudi okrožnico Oznanjevalcev Evangelija 1951, v kateri pravi: danes se skoraj vse človeštvo pospešeno deli v dve nasprotni četi, za Kristusa ali proti Kristusu. Človeški rod v sedanjosti preživlja najhujšo krizo, iz katerega bo išla ali rešitev s Kristusom ali pa najbolj pogubne ruševine. Oznanjevalci Evangelija skušajo z vneto dejavnostjo širiti Kristusovo kraljestvo. Toda drugi oznanjevalci vse skrčijo na materijo, zametujejo upanje na večno blaženo življenje in skušajo privesti ljudi v najbolj nevredno stanje. Danes je stanje že res skoraj da nevredno, Boga več ni. Sedaj mi je prišla na misel ta dejavnost hrvaških moških po, mislim, 2 ali 3 mestih že molijo, sicer enkrat na mesec na trgu, kar se je razširilo sedaj, mislim, da iz Poljske po mnogih prestolnicah držav, tudi pri nas v Sloveniji se moli rožni venec, v glavnem fantje in možje. In hočem reči, ta upor zoper to molitev in na nek način zgled teh moških je tako močan, da so takoj naredili druge skupine tam, ki nasproti istočasno tolčejo na bobne, žvižgajo, kričijo, samo da bi preprečili to molitev, kot da je to ne vem kaj strašnega, tudi če pač enkrat molijo tam sveti rožni venec, kar je akt neke ponižnosti, molitve. In to je pravi kaos, prava nevihta se je naredila pri nasprotnikih glede te molitve v javnosti, seveda za katerim pa, kot vi pravite, ni samo neko morje, tudi ni samo neki veter, ampak so v ozadju duhovni boj za duše, za boj hudega duha, ki ima
ki seveda je nasprotnik Božji in nasprotnik tudi v ljudeh. Da, to se dogaja, kar vi pravite, ampak to epohalno razhajanje, o tem je govoril že papež Pij XI, torej da je človeštvo na epohalnem razpotju za Boga ali proti Bogu. In že Pij XI je rekel, da narodi, ki so daleč od Boga in se bojujejo proti Bogu, so na poti izhoda iz zgodovine, na poti propada. Pravi, ti narodi gredo naproti svojemu lastnemu propadu. Ampak zdaj z drugo svetovno vojno se je to epohalno razpotje poglobilo. Torej druga svetovna vojna je zelo poglobila, ker je bila v glavnem, kakor sem razlagal, boj proti Kristusu, boj proti Cerkvi, boj proti Bogu. In zdaj človeštvo, pravi ta papež, prihaja na odločilno točko tega epohalnega razpotja in nastopa največja religiozna kriza v zgodovini človeštva. To je on rekel, to ne trdim jaz. Je rekel, nikoli v zgodovini človeštva ni bilo tako globoke in obširne religiozne krize, kakor je ta. Na Facebook mi piše ena gospa, v tem duhu in v tem mišljenju, Bog je vse posod, vse religije so enake, Bog ima več imen in potem vesolje je Bog in ljudje v tem nekem svojem stališču se izgubljajo in nimajo jasnega spoznanja o vsem. In tudi vsi smo bratje na nek način, imeli smo to okrožnico, tudi imamo to okrožnico, tudi se lahko na napačen način razumljeno. Seveda smo bratje in prav je, da skrbimo za vse ljudi, vendar precizno razlikovanje razodetja tudi in različnih ver tudi pa ne pride do izraza, kajti ljudje ne poznajo, nimajo spoznanja. Ne? In to se danes zdaj vse skupaj se meša in so ljudje, lahko rečemo, 90% izgubljeni. Zakaj sem hotel to reči? Zato, ker to, kar ste vi omenili, da se človeštvo na razpotju, ampak tudi posamezniki smo na razpotju. Če bomo sedaj v tem življenju z Bogom, potem imamo možnosti vsaj, da bomo z Bogom tudi na drugi strani. Če pa sedaj nismo z Bogom, če nismo sedaj z Bogom povezani, kako lahko računamo, bomo na drugi strani v večnosti rešeni? Da, to imate prav. Torej gre tukaj, kakor je on razlagal v mnogih govorih, gre za nadaljevanje graditve največjega babilonskega nebotičnika v zgodovini. Ne? In 2 svetovni vojni sta bili 2 zastoja pri gradnji. Ne? 2 zastoja pri gradnji, ki sta pokazali tole, namreč, da ta zidava nebotičnika poteka takole, da nekaj časa gradijo, potem pa podirajo. Ne? Tukaj so Sizifovi napori. Najprej gradijo, potem pa podirajo. Ne? Ampak ta zidava kljub 2 svetovnim vojnam se ni ustavila in zdaj grozi torej še večje podiranje. Ne? Torej smo v tem procesu, ker človeštvo se je uprlo Bogu, torej noče Boga, gre v nasprotno smer, ampak tukaj ta zidava tega največjega babilonskega nebotičnika bo končala seveda v ruševinah, kakor je končal v ruševinah prvi babilonski stolp. In zdaj imamo to možnost, da smo zelo blizu tudi vojaškemu spopadu glede na situacijo v Gazi. Ves muslimanski svet se povezuje, oziroma so nekaki govorniki, preroki, kot so, ne bom omenil posebej predsednikov držav, ali pa tega predsednika, ki poziva in vključuje tudi Evropo med tako imenovane
njihova ozemlja. In ta spopad, bi rekel, v zahodnem krščanskem svetu med NATO in Rusi in z njihovimi zavezniki, ki pa že ves čas poteka na različnih ravneh. In Bog ne daj, da bo padla prva bomba atomska, kajti potem bodo vsi pritiskali na gumbe. Zato ta molitev, o kateri vi govorite, je tudi molitev za rešitev sveta in za rešitev otrok in mladih ljudi, ki stopajo sedaj v to drugo obdobje, spremenjeni svet, to gradnjo babilonskega stolpa oziroma stolpa brez Boga. Da, tukaj je nevarno, samo molitev lahko nas reši pred katastrofo in zato je Marija tako intervenirala in tudi v Medžugorju neprestano poziva k molitvi. Torej vseh prikazovanjih, spreobrnite se, molite rožni venec. To je potrebno, ker druge rešitve ni, ker če Bog ne intervenira, se bodo nasprotniki, kako sta bili že 2 svetovni vojni, ampak zdaj imajo apokaliptična orožja, se bodo lahko nasprotniki pobili med seboj. Torej nevarnost te apokaliptične katastrofe in grozot. Torej on je rekel, ta papež Pij XII, da torej doživljamo eno od najdaljših duhovnih zim v zgodovini, torej Cerkve in človeštva, to, da Bog pravi, pripravlja novo pomlad. In 2-krat pred smrtjo, on je imel 2 govora pred smrtjo, ki jih označujejo kot labodji spev. 2-krat je napovedal, da Bog pripravlja novo pomlad, torej novo poletje in čudovito poletje Cerkve. In tukaj bi omenil, da to smer je nadaljeval papež Janez 23., ki piše v okrožnici Odrešenikovo poslanstvo. Ta okrožnica je išla leta 1986. Tam v eni izmed zadnjih točk piše, prav na črti Pija XII., da Bog pripravlja na začetku 3. tisočletja veliko krščansko pomlad. Tistim, ki Boga ljubijo v molitvi, se mu približujejo z duhom in srcem, pravi Božja beseda, vse pripomore k dobremu. Zato lahko, kot pravite, zaupanjem gledamo v prihodnost, kljub grozečim oblakom in pričakujemo tudi Božji poseg. Vsekakor so pa lahko bolj na varnem tisti, ki so Božji prijatelji že sedaj, s svojim življenjem, svojo molitvijo, Kristusovi prijatelji, kajti Bog obljublja zaščito za svoje, za tiste, kateri se mu pustijo, da jim on lahko pomaga. Torej zremo v prihodnost veselo, verujemo Boga, ki je močnejši in ki vodi našo usodo svojo previdnostjo. Rekel bi še tole, da Janez Pavel II. Je napisal knjigo Prestopati prag upanja. Moramo prestopati prag upanja. Moramo se zateči v varno zavetje Marijinega brezmadežnega srca. To zavetje nam daje sam Bog v tej veliki preizkušnji, kateri smo. Tukaj je varno zavetje, tukaj je, kakor je rekel že ta Pij XII., da je Noetova ladja v tem vesoljnem potopu materializma in ateizma. Moramo biti ali pluti v tej Noetovi ladji Marijinega brezmadežnega srca in moliti z Marijo rožni venec, kajti rožni venec je mavrica v oblakih. To je rekel papež Pij X., ko je napisal krožnico ob 50. obletnici Lurda, ko so se zbrali grozeči oblaki na nebu, potem pravi, Bog pošlje mavrico. Ta mavrica je sama Božja mati Marija, vsemogočna priprošnica pomoč. In posebej je ta mavrica, torej
nove dobe, kateri gledamo, molitev svetega rožnega venca, ki bo gotovo zmagala tudi v tej preizkušnji. Hvaljen Jezus in Marija. Na vekomaj. Hvala vam. Spoštovani, to je bil dr. Ivan Pojavnik, drugi Vatikanski koncil, ki se ga danes zelo napačno razume in ki mislim, da v Sloveniji najbolj pozna vse enciklike in zgradnjo drugega Vatikanskega koncila in poudarja tudi to duhovno razsežnost svetega duha, se pravi binkošno razsežnost cerkve, kar je nedvomno temelj. Tudi mi se odločamo v tem nemirnem svetu in nestabilnem svetu, svetu sovražnem Bogu, na Božjo stran, da bomo lahko uživali Božje varstvo in bo naša prihodnost svetla, da bomo lahko dvignili svoje glave. Prav lepo vas pozdravljam.